Gospod, k komu naj gremo? Besede večnega življenja imaš. Vsi zbrani ob radijskih sprejemnikih prav prisrčno pozdravljeni. Skupaj se bomo zaustavili ob nedeljski Božji besedi. Tudi Bog ima čas za nas in nam želi spregovoriti povsem osebno. To je pomemben trenutek srečanja za naša življenja, saj jih lahko povsem spremeni. Skupaj poglobimo razumevanje današnjega evangeljskega odlomka. O žena, velika je tvoja vera, zgodi naj se ti, kakor želiš, je Jezus vzkliknil ob kanaanski ženi, ki je kot poganka s takšno ponižnostjo prosila za kruh otrok, da ji ga je mogel dati. Ta kanaanska mati je nasprotje malovernih učencev in še bolj farizejev, ki še nimajo vere in zato Jezusa nič ne prosijo. Žena pa na ves glas prosi Gospoda Davidovega sina, čeprav sama ni Judinja, da se naj usmili nje in njene hčere. In prav to je človekova temeljna prošnja. Usmili se me. Predpostavlja zavest, da sama ne zmore premagati demonov iz svoje hčere in je povsem obupana. Kanaanka ne zahteva, ne našteva svojih pravic in ne razlaga, kako je krivica, da se prav njej to dogaja. Prosi preprosto za dar. Ve, da ga Jezusu ni treba dati. Zato prosi njega, ki je sam zastonski dar, saj v Jezusu prepozna Mesijo, Davidovega sina. Vera prižge zeleno luč Božjemu posegu, ne glede na versko in kulturno pregrado, tako takrat kot danes. Ker po mnenju učencev Kanaanka dela nemir in moti Jezusovo delovanje, svetujejo učitelju, da jo odpravi. Učenci presojajo od zunaj. In Jezus jim na videz pritegne, da bi bila potem razlika še toliko bolj očitna. Presoja ljudi po zunanjih kriterijih je pogosto krivična. Naprimer po politični pripadnosti, po pripadnosti takšni ali drugačni družini oziroma sorodstvu, po pripadnosti klapi, skupini. S takšnim presojanjem hitro spregledamo osebnost drugega človeka, ga posplošimo in ga popredmetimo. Ko Jezus torej na videz pritegne takšni presoji, reče ženi: ni lepo jemati kruh otrokom in ga metati psom. A na presenečenje vseh, razen Jezusa, ki je poznal ženo v dušo, je ona odgovorila: tako je, Gospod, pa vendar tudi psički jedo od drobtinic, ki padajo z mize njihovih gospodarjev. Pogovor med Jezusom in kanaansko materjo je bil pogovor o kruhu otrok, o Božjem kruhu. In Jezus je želel, da učenci, Judje, to slišijo, da bi dojeli, da ni rezerviran samo za člane izvoljenega ljudstva, ampak da pripada vsem vernim. Ženina vera se odraža v tem, da primerja odnos gospodarja do njegovega psa za odnosom Boga do človeka. Kot pes živi od gospodarjevih drobtinic, tako človek resnično živi od kruha, ki pride iz Božje roke. In končno je ta kruh Kristus. In žena ga je bila deležna. Takšnega uvida v sebi in Bogu, kot ta mati, je sposoben le ponižen človek. Kananejska mati je bila ponižna. Življenje jo je izočilo in jo postavilo na realna tla, glede lastnih moči in sposobnosti. Spoznala je, da je pred Bogom pravzaprav nič, le psiček,
A Bog se obnaša do človeka povsem drugače. V svoji ljubezni se sklanja k njemu in ga rešuje iz brezizhodne ujetosti v greh. Žena je sprejela to resnico o svoji ničnosti. Najprej, da pripada nejudovskemu narodu in da ji po takšnem prepričanju zato ne pripada tisto, kar je tipično judovskega. Kljub svojemu ponosu se je dala poučiti Judu, od sebe drugačnemu torej, in od njega sprejela celo pomoč. Pravo nasprotje farizejev, ki niso pustili Jezusu, da bi jim pomagal. Dopustimo, da nas ta ženina vera izzove. Naobračajmo spoznanja nase, na svoje trenutne življenjske izzive, situacije. Iščimo povezave med seboj in nastopajočimi v odlomku. Eden izmed sadov vere v Kristusa je krepost ponižnosti, ki je pri Kananejki ni mogoče spregledati. Vsak lahko premisli, kako jo pri sebi zaznava, kako jo razume in kakšen odnos ima do nje. Ta izredno potrebna krepost za medsebojno sožitje nosi v sebi najprej sposobnost učljivosti. Pravzaprav je prepričanje, da me Bog lahko prav po vsakem človeku in vsaki situaciji nekaj nauči, vzgaja in oblikuje. Vsaka situacija in še tako zavožen človek mi lahko na različne načine spregovori o življenjsko pomembnih stvareh. Druga značilnost ponižnosti je služba bližnjemu. Zanimiv je nasvet predstojnice sveti Tereziji deteta Jezusa, ko je ob neki priliki izrazila, da bi bila rada sveta. V redu, je odgovorila predstojnica. Potem bodi naša služabnica. Dovoli, da te vse uporabljamo in bodi pri tem vesela. Popolna služba bližnjemu pa je v resnici ljubezen in se ne ustavi niti pred sovražniki, kot je priporočal Jezus. Torej niti pred tistimi, ki so nam antipatični, celo zoprni ali nasprotni. Dar ponižnosti se pravzaprav po teh značilnostih prepozna. Si upamo prositi zanj v tem trenutku? Smo pripravljeni, da nas kdo primerja s psom? Samo s pomočjo vere lahko sprejmem, da je razdalja med Bogom in nami večja, kot je med nami in psom. In vendar je Bog prav zaradi nas postal človek in šel na križ, da bi nas ne izgubil. Kananska mati je prosila, njena prošnja je bila molitev, prošnja molitev. Ob tej ženi evangelij razodeva, kakšno vrednost ima prosilna molitev, ki prihaja iz resnične vere. V njej ne govorimo Bogu, česa potrebujemo, ker On ve to bolje od nas, ampak se v njej mi odpiramo Bogu, da lahko On dela v nas in po nas velike stvari. Današnji odlomek evangelija po Mateju nas torej vabi k veri in da bi v njeni moči rodili sad ponižnosti ter se v pravi prosilni molitvi odprli v svojih potrebah zastonskemu Božjemu usmiljenju, ki podarja, kakor sam hoče. Za nami je praznik Marijinega vnebovzetja, ko se je naša prosilna molitev v pravi marijansko ponižni drži dvigala preko Marije k njenemu sinu, ki nas neizmerno ljubi. Naj tako ostane tudi naprej. Amen.